Prešteto je že večino glasovnic in rezultati volitev v Državni zbor leta 2022 so približno jasni. Na začetku se zahvaljujem vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko. Zahvaljujem se našim ekipam, ki so garale v teh tednih volilne kampanje. Še posebej obema volilnima štaboma v mojih volilnih okrajih, kjer smo dosegli zmagovite rezultate. Zahvaljujem se tudi koalicijskim partnerjem, s katerimi smo tudi v času volilne kampanje, poleg tega, da smo opravili vse vladno delo, sodelovali. Rezultati so takšni, kot so. Čestitamo relativnemu zmagovalcu. Razmerja so verjetno bistveno bolj tesna, kot se je nakazovalo pa kot se je prikazovalo. 10 tisoč glasov na drugo stran to lahko spremeni ali pa bi to lahko spremenilo. Meni je žal, da vse stranke, ki so tako ali drugače sodelovale z koalicijo, niso nastopile skupaj. V tem primeru bi bil rezultat drugačen. Ampak rezultat je takšen, kot je, kot že rečeno. Daje neko sliko velike volilne udeležbe, ki jo pozdravljamo. Želeli bi si, da je na vseh volitvah v Sloveniji tako visoka volilna udeležba ali še višja, tudi na lokalnih in na predsedniških, ki nas letos še čakajo. Pred novo vlado, kakršnakoli bo, so številni izzivi, vendar so bili v tem mandatu postavljeni trdni temelji. In na teh temeljih je možno dokaj mirno pluti naprej in se izogibati čerem, ki so znane. Slovenska demokratska stranka je bila dobri 2 leti nazaj pred dilemo, potem ko je prejšnja koalicija istomislečih vrgla puško v koruzo in odstopila, ali gre na predčasne volitve, ker bi verjetno zmagala z veliko razliko, ali pa se žrtvuje, poveže različno misleče, sestavi koalicijo, ki se takoj spopade z epidemijo. Epidemija je bila razglašena dan prej, preden je naša vlada prisegla. In od takrat naprej smo bili trd boj z rezultati, ki so vidni, razpoznavni, seveda pa niso bili prav toplo pozdravljeni v slovenskih medijih. Vse to je vplivalo na same rezultate. Kar se tiče samega rezultata Slovenske demokratske stranke, če bo ostalo pri tem številu mandatov, smo izenačili najboljši rezultat stranke v zgodovini. Bistveno smo tudi povečali število volilnih glasov. Zmagali smo v številnih okrajih, kjer doslej še nikoli nismo, recimo v centru Velenja. In v zvezi s tem zahvala vsem, ki so za te rezultate garali. S programom Slovenske demokratske stranke in naših načelih ta rezultat ne spreminja ničesar. Mi smo vedno pripravljeni sodelovati za skupno dobro Slovenije, ne glede na to, ali smo v vladi ali smo v opoziciji. Nikoli ne bomo ravnali tako, kot je ravnala večina opozicije v zadnjih 2 letih, ko se je Slovenija borila z epidemijo in smo doživeli vse drugo kot podporo in sodelovanje. Torej tudi če Slovenska demokratska stranka v opoziciji bomo ravnali drugače in državotvorno.